Knjiga je večni spremljevalec in zagotovilo človekovega intelektualnega in splošnega razvoja. Tu v Mariboru, kjer sem nekoč obiskoval gimnazijo, so nam že takrat razložili: Libri non solum emi, sed etiam legi. Knjige je treba ne le kupovati, ampak tudi brati. In prav branju knjig je posvečena pozornost prireditve, ki jo odpiramo danes. Slovenski dnevi knjige so ocenjen, profiliran ter programsko kakovostno dodelan knjižni festival. Slovenska kulturna javnost in slovenska država sta hvaležni Mladinskemu kulturnemu centru Mariboru za pripravo te vsebinsko in organizacijsko zahtevne prireditve. Atraktivna je tudi vsakoletna izbira rdeče niti festivala, ki je letos posvečena zanimivi temi, literatura in humor. Izbor sam se mi zdi posrečen iz več razlogov. Najprej zato, to moram reči kot predsednik Republike Slovenije, Slovencem nam humorja kronično manjka. In posebej v sedanjih težkih časih bi s pomočjo humorja lahko marsikatero težavo hitreje in bolje prebrodili. Nadalje, tu na Štajerskem in posebej v Mariboru je humor doma. Knjige nas seveda lahko veliko naučijo, pa tudi razredijo in zabavajo. Lahko pa dosežejo še bolj temeljne učinke. In v Sloveniji to že dolgo cenimo. Slovenci smo na nek način narod knjige. Veliko je torej načinov življenja s knjigo in poti razvoja našega odnosa do knjige. Festival, ki ga odpiramo danes, je priložnost, da o vsem tem in o drugih idejah razmislimo. Zato vsem obiskovalcem želim veliko lepih knjižnih doživeti in veselim se tega, kar bomo lahko videli v nadaljevanju. Hvala lepa. Slovenska knjiga je temelj slovenske kulture in slovenske državnosti. Slovenski narod je narod knjige. Mi smo nastali s knjigami, z Biblijo in njenim prvim slovenskim prevodom, ki je bil eden prvi v Evropi, eden zgodnji v Evropi. In smo vse skozi do današnjih dni ohranili en poseben, zelo resen in dober odnos do knjige. Ne smemo imeti nobenih slabih občutkov glede tega. In seveda upam, da bo tako še naprej. Zadnje sem bral knjigo, ki je napisal Douglas Hurt, bivši zunanji minister Velike Britanije. Naslov ima Choose Your Weapon, kar pomeni izberi svoje orožje, ampak to je simbolično za v bistvu zgodovina britanske diplomacije. To je od knjig, ki sem jih bral v zadnjem času. Berem pa še kar naprej knjigo Spomenke Hribar o raznih polemikah in razpotih slovenske politike v zadnjem času. Precej časa imam, ne gledam televizije in berem knjige in poslušam glasbo. Zdi se mi, da bi ta akcija morala postati vseevropska, da bi Evropska unija, ki se sama poskuša čim bolj definirati kot kulturna skupnost, ne samo kot politična in ekonomska skupnost, ampak tudi skupnost kulture, na ta način nekaj naredila za kulture manjših narodov. To bi morala biti akcija celotne Evropske unije. Vem, da je naša ministrica za kulturo to tudi že predlagala v raznih evropskih institucijah in upam, da bo iz tega nastal kakšen rezultat.